Danes en brainstorming session in sva rekla, da ne bova cel večer na čist navadni kavi. Greva na vseh kavah bova. Na vseh kavah bova, ja. Greva v Špar po Iconic Coffee, da vidva, če res tok special. Našle! A bova mlete ali v zrnu? Dejva. V zrnju pa jih zmeljeva. Znam, kako jaz nimam mlinčka, Tina. Tukaj ga imajo, dej greva sprobati tudi mlinček od zunaj. Čakamo zdaj tle Brazil, Etiopija. Pa Honduras. Aha. Dobar, ta je že mleta, ampak close enough. Ja, kaj, vse 3? Dejva sprobati. Sva pogruntala, da če je ful kriza, ne? Je kavni mlinček direkt zraven. Direkt. Zdaj sva najdle, kje so mlinčki, zato ker so kar precej skriti, ampak zraven teh otroških vozičkov, a veš, pri vseh vozičkih. Vsi tudi voziček so skupaj. Tako da zdaj moramo pogruntati, kako ta zadeva deluje, čeprav zgleda ful simple. Vklop, izklop, a ne? Ampak okej. Kjero kavo bo najprej? Honduras. Honduras? Ne vem zakaj, všeč mi je ime. Dej, stres not, probimo. Kaj jo pa meljava? A ja, tle imava še ta Wheel of Fortune. Po moje, da je na najbolj fino. Dej predstav. Najbolj fino. Let's go. In with the coffee. 3, 4, zdaj. Je to, tako da... Finish! Gremo domov. To je ena izvrhana žlička. To sta 2 izvrhani žlički, ampak... Tina hoče šarf kavo. Ena je še za džezvo, baje. Pravijo. Coffee testing time. Umrle bova. Kje je Brazil? Zato, ki je ful kofeta. So? Pa bo mene vrgel. Dobro, da ne dolga noč čaka še, a ne? Sorry. Delovna noč. Tle, to sva ta prva naredile. Brazilija. Izvoli. This is your big cup, this is my small cup. Kaj moram iskat? Dejva se malo še posvetovati vrečko prej. Iščemo aroma čokolade in karamele, okus sladek z zaokroženim telesom orečkov in čokolade. Ne, pač taka nežna mi deluje. Če ti rata reči kavi, ki jo jaz kuham, nežna. Ja, ti nisi nežna. Mislim, tak nežen okus ima, ne vem, pač, ok, je ful močna, a ne, pač, res si 3 žlice not vrgla, a ne. Mehka. Ne vem, kako bi jaz to drugače poimenovala. Pa božate. Ja. Da zjutraj je super. Jaz bi imela kaj bolj šarp za zjutraj. Za nedeljo zjutraj? Za nedeljo zjutraj, ajde, ja, ker si tako, mogoče bi čaja, pa v bistvu bi kavo. Ja, that's the kind of coffee. Miša, a boš kavo? Boh ne dej, lepo prosim, ne. Ne dat mački kave, Miša. Etiopija? Etiopija, gremo Etiopijo. No. What are we tasting here? Sadne zadeve. Aroma je pomaranče, cvetlice pa melone. Okus je pa bogat, poln, zelo sladka. Tam se res citrusi čutijo. Ta je ona za v ponedeljek zjutraj. Ja, zbudite, tako. Ful. Pač, če je bila ona taka mehka, nežna, te ta tako useka. Citrusi! Dobro, jaz ne voham toliko citrusov, jaz bolj tisto melono voham. Melono? Ne diši po kislem, ampak bolj po tista sladkasta sadnost. Jaz sam to kislino čutam. Pa če imaš rad tak harš, da te citrus useka. To je nekaj, kar bi si jaz zjutraj delala. Pač med tednom zjutraj. Pred službo. Je speciality, ne? Je za Tine tega sveta. Tako da, če si Tina, če si kot Tina, pusti spodaj v komentarju, da imaš rada citrusnega. Pa Tino. Ok, Etiopija, citrusi, zato je oranžna. Kinda makes sense, ona je pa zelena, ki je taka nežna. A veš? Pazi zdaj to. Honduras je modra. Kaj bo zdaj to, Tjaša? Ne vem, Honduras se mi toliko epic sliša, ne, da pač... Ne greva tja, kavo bova pile.
Zakaj ne greva k tja? Jaz bi šla tja. Dej, ajde. Čez 2 leti te pelem v Honduras. That's it. Zdaj je on camera. Slučajno, če ona to pozabi, please be Leta good spametno. 2019 bo to. To vse tiste, ki gledate ta video 2019. Hiter vpraša Tino, če je že bila v Hondurasu. Ne, pardon, če me je Tjaša že peljala v Honduras. Ok, kava. Aha. Aroma je sladka, mlečne čokolade in karamele. Okus je pa uravnotežen. To bo dobro. Mlečna čokolada in koščičasto sadje. Diši po čokoladi. Ja, diši po čokoladi. Až kaj bi jaz naredila iz tega? Tiramisu. Ja. To bi uporabila za tiramisu. Čakaj, da jo probam, ampak mislim, da bi bila tako perfekt kava za tiramisu. Ono, kaj greš kupati res speciality coffee, zato da imaš za tiramisu namočeta, veš. Čak, to je pol ekstra tiramisu. Pa čoj do tiste, ne vem, najbolj special occasion. Čeprav ima tudi malo une kiselkastosti, ne vem, kako se temu reče. Pač po kislini grejo pol nekak Etiopija, Honduras, Brazilija, pa čez brez. Ja. Pač ta bi bila zame za ponedeljkovo jutro, ko je že bila Etiopija mi je premočna, ampak ta bi bila pa cool, Honduras. Ker se veš, jaz sem mamune pusi kave rada. Tako, bolj kaj šlo, bolj mi je všeč. Moraš tudi računati, da se je malo shladila, že vmes pa pol malo začne spreminjati okus zaradi tega. Ja. Ok. Malenkost, ampak. Kaj pa one fore, da moraš piti mrzlo kavo za lepoto pa te scene? Če bi to delovali. Jaz bi bila ful lepa. Ti si ful lepa. Ne, jaz bi bila tako most gorgeous person alive, ker pač kavo toplo spiti je čudež. In tako da jaz recimo v službi jo zmer pijem hladno. Aha. Mislim, da pač mi bomo tle zdaj nadaljevali s to degustacijo in z metanjem raznoraznih for in obljub, ki jih bomo ali ne bomo izpolnili, a ne? Tako da, če imate še kakšna posebna vprašanja, dol so komentarji za to, itak tako kot vedno. En nov video, oziroma star video, oziroma en zanimiv video se bo tle nekje popnil, po vsej verjetnosti čez mojo glavo, ker drugje ne bo placa, ali pa tle v spodi. Ne se pozabite naročiti na kanal, tako kot zmeri, in pa kave Iconic Coffee dobite v vseh večjih Interšparih, ne vem v katerih vseh Interšparih. V glavnem tam, kjer se prodajajo izdelki Štarte Slovenija, se jih ne moreš zgrešiti, se so povsod. Pejte jih pogledat, dobre so. Za vse veste, kakšne okuse imajo, tako da ne rabite na blef kupovati. Pa šparma mlinčke. Pa šparma mlinčke, tako da lahko kupaš, vzameš dejansko ta celo kavo, pa jo zmeleš, zato da imaš svežo. Pa da se lahko se ful zmišljuješ, ko jo delala. Pač imaš kafetiero, pol imaš recimo turško, pol imaš aeropress, pol imaš Chemex, pol imaš za espresso mašine, pol imaš... In vsaka rab drugačno mleti, ali kva? Ja. That makes sense. Tako da? Ajde, adijo.